Pozdravljeni, dragi otroci. Prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Le kaj bi se zgodilo, če bi sonce nehalo sijati? Zanimivo vprašanje, kaj ne? Namreč v današnji pravljici bo žalostno sonce res nehalo sijati. A na srečo bomo spoznali deklico, ki bo soncu priskočila na pomoč. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa avtorice Melite Bevc z naslovom Kako je Eva pomagala soncu znova posijati. Nekoč je živela mala nadobudna deklica Eva. Rada je imela živali in ljudi. Ob prvi jutranji rosi je rada tekala po travniku in v svežini jutra nabirala sveže travniške cvetlice. Nekega jutra pa sonce ni želelo posijati. In Eva se je odločila, da bo odšla prav do sonca in ga vprašala, kaj se dogaja. Tako se je odpravila na pot. Hodila je in hodila. Ker je bilo temno, je svetila svetilko. Pot jo je vodila skozi gozd, ker je srečala srnico. Le ta jo je vprašala: Kam hitiš? Ali ti morda veš, zakaj je tako temno? Eva je odgovorila: Danes sonce še ni posvetilo. Grem pogledat, ali je vse v redu z njim. Morda pa potrebuje mojo pomoč. In tako se je deklica odpravila naprej. Ob poti si je nabrala malo borovnic ter gozdnih malin, svetilka je razsvetljevala pot. Hodila je in hodila ter prispela do velikega ribnika. Ribice so bile vse začudene. Le kaj se dogaja s soncem, da še danes ni posvetilo? Kajti voda v ribniku ni bila prijazne barve. Eva je na hitro obstala in pojasnila, da hiti do sonca. Morda pa je sonce zbolelo? Ker je njena svetilka tako močno svetila, so mimo prileteli metulji, saj so mislili, da je to prva jutranja zarja. In tako so jo spremljali na njeni poti. Poti so lepše in krajše, kadar nas nekdo spremlja. Še posebej takrat, kadar je temno. Hodili so in hodili in glej. Prišli so do vznožja gore, kjer prav na vrhu domuje sonce. Eva je za eno roko držala svetilko, z drugo pa si je pomagala po strmi poti navzgor. Sonce! Sonce, kje si? Sonce je videlo in slišalo deklico, ki prihaja, a se preprosto ni upalo oglasiti. Tolikokrat je bilo že razočarano, da ni znalo verjeti, da mu lahko nekdo pomaga. Mnogo noči je prebedelo željo, da bi se zbudili v lepši jutri. V jutri, ki bi mu narisalo nasmeh na obraz. Je morda ta deklica prišla le iz radovednosti? Ali ima deklica res željo, da znova posvetim? Se je spraševalo sonce. Ni vedelo, kaj naj stori. Toda solze so kar same tekle in sonce je na glas zahlipalo. Ni moglo več skriti žalosti. Eva se je povzpela še malo višje in slišala hlipanje. Le kdo je bil tako žalosten? Eva se je dvignila nad skalo in stopila do vrha gore. In glej, sonce je ležalo v posteli, pokrito z odejo čez glavo in jokalo. Kaj se je zgodilo? Zakaj si tako žalostno?
vprašala Eva. A sonce je kar hlipalo. Eva je spet ponovila vprašanje. In sonce se je predramilo, se je obrisalo solze, pogledalo Evo v oči ter odgovorilo. Jočem. Vsak dan gledam na zemljo in vidim, koliko je žalostnih ljudi. Jočem, ker se ljudje ne razumejo. Jočem, ker si ljudje ne pomagajo med seboj, ampak si nagajajo. Jočem, ker se otroci ne igrajo več na travniku. Jočem, ker se tako trudim sijati in posvetiti vsak kotiček človeške duše, a ljudje tega sploh ne opazijo. In ker se tako trudim in trudim, da bi svetilo, so moji žarki drug za drugim ugasnili in nikogar nimam, ki bi mi pomagal moje žarke ponovno prižgati. Eva je vse to poslušala in od veselja kar poskočila ter zavriskala. Poglej, jaz te imam rada. Danes nisi posvetilo in sem prehodila dolgo, temno pot, da te najdem. Daj, vzemiva mojo svetilko in prižgiva tvoj žarek, zagotovo bo uspelo. Kajti že en plamen lahko razsvetli ves planet. Sonce si je obrisalo solze, pogledalo Evo in se nasmehnilo. Daj, poskusiva. Sonce se je sklonilo k Evi, ki je prijela svetilko, vzela plamen in prižgala sončni žarek. In poglej. Sonce je zasijalo v vsej svoji moči. Razsvetlilo je temo. Posijalo je vsak kotiček na zemlji. Ribe v ribnikov so poskočile od veselja. Metulji so zaplesali. Srna je stekla po gozdu in vsem povedala, da je deklica Eva le našla sonce. In tako so bili vsi srečni. Sonce je svojimi žarki zaobjelo Evo in je obljubilo, da ji bo zmeraj razsvetljevalo pot. Eva je vsa srečna stekla domov. Spoznala je, da je biti dober in sočuten nekaj lepega. Spoznala je, da lahko en plamen razsvetli ves planet. Vsak je lahko drugemu sonce. Samo podati se moramo svojo svetilko na pot, razsvetliti temo in ljudem prinašati radost in srečo. Ja. Čudovita ter zelo ganljiva pravljica. Bravo, Eva, za pogum ter tvojo vztrajnost. In ob tako navdihujoči zgodbi se zavemo, da smo tudi mi sami lahko tisti žarek, ki znova zasveti v drugih ljudeh. Čudovita pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni slovenski pravljici z naslovom Hiša, ki bi rada imela sonce. Namreč hiša je živela v senci večjih hiš in se tako znova in znova spraševala, kakšno je sonce. A naj vam prišepnem. Na koncu je hiša le spoznala svoje sonce. Otroci, lepo se imejte, bodimo sonce drug drugemu in prijeten pozdravček. Čau, čau. Čudovita pravljica res. Thank you.